Pogovor s kolumnistom Vladom Miheljakom, avtorjem znanega članka Noč dolgih nožev, ki je bil objavljen v Mladini maja leta 1988. Vlado, leto 1980 je bilo v nekdanji Jugoslaviji eno najbolj burnih. Takrat si za Mladino pod imenom Majda Vrhovnik napisal omenjeni članek Noč dolgih nožev. Zaradi tega članka so Mladino takrat zaplenili. Zakaj? Ja, takrat, ko je bilo to napisano, smo se čudili, zakaj je bilo zaplenjeno, ker je bilo v tistem času napisanih veliko stvari, za katere se nam je zdelo, da so bolj bile, kako rekel, zrele za zaplembo. Ampak če nekako opišem kontekst, ne. Torej, leto 1988 je bilo, kot je bilo rečeno, izjemno leto, bilo izjemno nasičeno leto, ne. Bilo je leto, v katerem je češki publicist, ki je opisoval, oziroma novinar, ki je opisoval dogajanje v Jugoslaviji, rekel, da Jugoslavija tedensko proizvede več zgodovine, kot je sposobna tedensko več zgodovine, kot je v enem letu sposobna absorbirati. Namreč, ne, v tistem času je bilo ves čas v zraku vzpostavljanje izrednih razmer, ne. In bile so nenehne, kot so takrat rekli, in kot se generacije spomnijo, nočne sednice, se pravi nočne seje, ker se je na meji konflikta razpravljalo o bodočih korakih, bodoči usodi države, skupne države, posameznih republik. In ena takih sej je bila tudi seja, ki je bila, katere zapisnik je bil osnova za tekst Noč dolgih nožev. Namreč jaz sem takrat preko kolega, takrat smo bila še oba asistenta na Fakulteti za družbene vede, Pavleta Gantarja, slišal, da je v teh krogih, ki bi lahko danes rekli Janšev krog, se pravi krog okoli mikroade, da imajo nek dokument, ki kaže na to, da je bilo v zraku v Beogradu, da so preigravali možnosti izrednih razmer, da je, krog okoli Miloševića grozil z temi izrednimi razmerami, ne. Kučan se pa je takrat s svojim reformnim vodstvom pa takrat nekako upiral, ne. Jaz sem potem skušal malo to registrirati, kako bi do tega prišel, sem šel do Francija Zavrla in mu povedal to. Zdaj, za nazaj se vsak drugače spomni, kako je to bilo. No, jaz menim, glede na to, da sem imel nekaj s tem, da vem približno, kako je potekalo. On je potem rekel, da bo probal pridobiti, sem mu pokazal tudi koordinate, ki jaz mislim, da to je. In je v zelo kratkem času se je potem pojavil na Mladini Janša in je prinesel dokument, ki je izročil njemu, torej Zavrlu pa ga je dal meni. Jaz sem šel s tem dokumentom takoj iz Mladine, sem to po poti bral, zdelo se mi je zanimivo, ampak glede na tiste čase in glede na vse srhljive zgodbe, ki so prihajale neformalno do tistih, ki smo se ukvarjali z komentiranjem družbene stvarnosti in politične stvarnosti, takrat se mi niti ni zdelo tako grozno. Jaz sem šel, ker se mi zdelo zanimivo, sem šel najprej preko Kongresnega trga, je bila nasproti sedanjih še zdaj WC-jev v podhodu, je bila fotokopirnica in mislim, da se mi zdi, da tudi piše gor na tem dokumentu 30-krat. Dal sem 30-krat razmnožiti in vsak, ki sem ga srečal, sem mu dal, rekel, prevedi, to je zanimivo. Tako da je dokument šel v javnost, tudi če bi to preprečili in tako naprej, ni bilo ga več možno ustaviti. In potem sem šel domov, sem napisal članek, ki je naslednji dan šel v tisk, oziroma bi naj šel v tisk. Članek ni bil, to niti ni bila prava kolumna, jaz sem bil takrat kolumnist Mladine, ampak to je bil tak bolj kot nek zapis, kjer so bili daljši deli te seje, ki so kazali na to, da so skomine v enem delu javnosti po vojaški intervenciji. Jaz sem napisal to pod naslovom, torej podpisal sem se kot Vlado Miheljak, sem ga
sem dal naslov Noč generalov. In takrat mi pa Franci Zavrl mi reče, joj, ne, Noč generalov, jaz sem Anderlič, ki je bil takrat predsednik izdajateljskega sveta, nekaj takega tega organa političnega, ne, ki stoji nad mladino, ne, sem mu obljubil, da ne bomo nič o generalih pisali, ker je on obljubil, kako rekel, partijskemu vodcu, verjetno Kučanu, ne, da ne bomo provocirali en mesec vojske. Ne. Takrat so bili zelo napeti odnosi z vojsko, ne, razkrivanje teh afer vojaških in tako naprej. Ne. In sem rekel, ok, potem pa Noč dolgih nožev. Ne. Pač to je bila pač aluzija, ne, rezervni naslov, ne, aluzija na veliki znotraj partijski spopad v nacistični Nemčiji, ne, se pravi med SA in kako rekel to, generalno Hitlerjevo linijo. Ne. Nič se mi ni zdelo, sploh nisem razmišljal, za marsikateri članek, ki sem ga takrat napisal, se mi je bolj zdelo, da je bolj provokativen, bolj na nek način lahko, da razburi javnost. Sploh je za tisti čas bilo značilno, da ni bilo nobenega pravila, vse je bilo možno objaviti, pa načelno nič. No, ta članek se mi je takrat zdelo, no, za kasneje se je pokazal, ni čisto tako, da je to eno članek, kot ti nekako, kako rekel, ne pride do objave zaradi nič posebnega. Ne. Šele kasneje smo nekako rekonstruirali, kaj je v njem napisano in kaj je pravzaprav osnovna vsebina iz tistega faksimilija, ne, preko katerega sem citiral. Zdaj, zadeva je šla v tisk, ampak ker so takrat imeli, to se je ne vem točno, kako se je imenovala tiskarna, tam, kjer je danes pravna fakulteta, pri Dnevniku je bila tiskarna, mislim, da ni bila Ljudska pravica, lahko pa da je bila. Ne. So imeli svoje ljudi, ki so očitno to brali in sporočali in prišli so poiskati mladinine urednike, ljudje iz takratnega državne varnosti, ne, in so rekli, da to bodo seveda neskrupulozno zaplenili, da imajo možnost pa umakniti ta članek. Ne. Takrat je bilo tako, ne. Lahko bi se vztrajalo, pa bi prišlo do zaplembe, o kateri bi se veliko govorilo, ampak po drugi strani je pa bilo takrat vsaka mladina polna izjemno pomembnih člankov in bi vse šlo v nič. Zato so se odločili, da umaknejo članek in dajo neko pojasnilo, da bi na tem mestu moral biti članek Noč dolgih nožev, ne, pa da ni prišlo do njega in tako naprej. Malo je bilo tako nedoločeno napisano, ampak bilo je jasno, da je prišlo do ene take, kako bi rekel, implicitne zaplembe. Se pravi, ne, pogoj, da je šla mladina, je bil umaknjen članek. No, ampak seveda, mladina je tudi imela, tako kot je imela državna varnost in UDBA, kot rečemo, ne, svoje ljudi v tiskarni, tudi mladina je imela svoje ljudi v tiskarni. Ne. In vedno smo dobili naprej nekaj izvodov mladine, preden je kdorkoli videl, tisti čisto ta prvi print. Ne. In mislim, da jih je 10 izvodov, 8 izvodov šlo ven, enega sem med drugim dobil jaz kasneje in sem ga dal v mestni muzej v hrambo skupaj z originalno kopijo prepisa takratne nočne seje, ves material, se pravi obe mladini, tako da je to možno videti, kako je to izgledalo. Neobrezani izvodi mladine z neobrezano platnico, ne, so išli, mislim, da enih 8 izvodov je dejansko bilo zunaj. No. To seveda, kako rekel, ta članek je zanimiv, je postal misterij. V tistem času so bili ljudje prepričani, ker se je govorilo o tem, malo nekaj mesecev kasneje, da je to najbolj znani članek, da je neka anketa pokazala, ne, da so si ga vsi zapomnili, ne, kateri članek iz tistega časa so si najbolj zapomnili, najbolj všeč so napisali Noč dolgih nožev, čeprav ga ni praktično nobeden videl. Ne. Ampak, kako bi rekel, bilo je veliko preigravanja in zanimivo, ne, postala je tudi, kot se meni zdelo takrat čisto nepomembno, ne, nastala je velika borba za interpretacijo. Ne. Kdo je to napisal in kdo je dal pobudo in tako naprej. Vsak je po svoje interpretiral. Ne. Jaz mislim, da vendarle sem toliko
formalno kognitivno urejen, da se spomnim, kako je to bilo, glede na to, da sem bil umešan v to z prve roke, ne. So potem bile zanimive interpretacije, ne. Zakaj to bi težko rekel, ampak očitno je to že bilo nakazano, da bo potem enkrat, ne, v slavnih, kako bi rekel, časih spominov, ne, da bo borba za interpretacijo, ne. Najbolj banalna je bila, najbolj ekstremna je bila interpretacija, mislim, da v Demokraciji, kjer je znana novinarka Demokracije napisala, ne, ko je Janez Janša napisal Noč dolgih nožev. Ni on napisal, res pa je, da je ta krog imel dokument, ne, to se danes ve, dokument je bil odtujen iz pisarne pokojnega Smoleta, ne, in mislim, da je Bavčar bil tisti, ki je to, da tako rečem, zakrivil, ne. Ampak kakorkoli že, ne, ta zgodba z Nočjo dolgih nožev, ne, je seveda, z vidika te analize tistega časa zanimiva morda toliko, da je vendarle, kako bi rekel, je prinesla, to je bil prvi, kako bi rekel, eksplicitno izpisani, dokumentirani fakt, ne, da so se preigravale izredne razmere. Izredne razmere, ki so seveda pomenile, kako bi rekel, so pomenile, da bi vojska nastopila, da so bili neki scenariji, to do konca ni raziskano. Mislim, da Božo Repe, zgodovinar dr. Božo Repe, v svoji knjigi opisuje, da so bile tudi ideje, da bi se nek seznam ljudi, ki jih je treba izolirati, kontrolirati itak, ampak izolirati, osamiti, ne, ali celo, ne vem, pripreti začasno, ne, da se je naredil. Ne. Zdaj, seveda, vse to je kasneje, ne, kako rekel, zgodovinska fabulacija da vedno polno okraskov, za katere ne veš točno, ali so, ali držijo, ali ne držijo, ne. Ampak vsekakor je tisti čas je zanimiv, če ga primerjam z nekaterimi drugimi časi, z nekaterimi drugimi prilikami, ne. Toliko bi rekel, ne. No, mogoče ga lahko primerjaš tudi na nek način z današnjim časom. A so možne kakšne sporednice s sedanjem stanjem, recimo v Sloveniji, glede na ta koronavirus, ne? Vse bolj se namreč zdi, da koronavirus ni zdravstveno vprašanje, ampak vojaško vprašanje. Ja, to je vedno tako, ne. Takrat smo imeli, ne, pri vprašanju demokracija, ne demokracija, demokracija ja, demokracija ne, več demokracije, več svobode, več varnosti in tako naprej, ne. Takrat smo imeli Miloševiča, zdaj imamo koronavirus, oba sta tudi tako okrogla, ne. Ampak kakorkoli že, ne. Zdaj, so seveda podobnosti in ne, da bi pretirano špekulirali ali celo pretiravali, ne. Podobnost je grožnja izrednih razmer. Ne? Ampak so pa tudi razlike, in to pomembne razlike. Takratno partijsko-politično oblast je z roko v roki, ne, z civilno družbo se borila proti temu zunanjemu sovražniku, proti, kot smo takrat rekli, Beogradu. Ne? To je predstavljalo tisto regresivno linijo v partijsko-politični oblasti Jugoslavije, ki jo je predstavljal Miloševič. Ne? Po drugi strani je Kučan predstavljal to progresivno, liberalno partijsko-politično oblast, ki je bila vezana na Slovenijo, vsaj delno tudi na Hrvaško, ne? Vojvodino, ne? Dokler ni bila seveda, ampak z Vojvodino so že pred letom 1988 počistili. Ne? Zdaj, takrat je bilo neki pakt civilne družbe proti nekemu skupnemu sovražniku. Zdaj pa na račun zunanjega sovražnika, koronavirusa, ne, je pa konflikt med civilno družbo in, ne bom rekel partijsko-politično, lahko pa tudi pri spodobi rekli oblastjo. Ne. Se pravi, tale oblast, to je moja interpretacija, za njo se jemljem pravico in za njo stojim, ne, pravzaprav koronavirus izkorišča vsem objektivnim težavam in tako navkljub, izkorišča za to, da si vzpostavi pogoje za vladanje
po dnevu D, se pravi potem, ko bo razglašeno, da je vojna končana, ne? Da je vojna proti virusu končana, takrat ne bo rekli, odprite okna, vojna je končana. Takrat bo treba okna zapreti, namreč takrat se bo vojna začela. Vojna v čisto politični sferi, ne? Če je danes, kako bi rekel, še to implicitno, je jasno, da bo, kako bi rekel, močna policijska prisotnost, močna velika vloga vojske v družbi in tako naprej, kako bi rekel, zelo piramidno odločanje. To ne samo, da bo ostalo, ampak se bo utrjevalo. In to so, kako bi rekel, to so vaje tako za tiste, ki imajo morda take namene, kot tudi za tiste, ki bodo žrtve, se pravi civilna družba, ki bo žrtev takih namenov, ne. Tako da, če bi nekako dal primerjavo, v tistem času sta bile pravzaprav dva modela leta 1988. Eden je bil češki, češko-slovaški, drugi je bil pa jugoslovanski, ne, oziroma slovenski, ne. Na Češkem je bilo tako, ne, da so bili na Hradu, kot so rekli, gor v Pragi, ne, je bila partijsko-politična oblast, na ulicah je bila civilna družba, so bili ljudje. In med njimi, med Hradom in med ulico je bil konflikt, ne. Pri nas je bilo pa drugače, pri nas sta pa bile tako civilna družba kot partijsko-politična oblast, govorimo o tej generalni liniji, liberalni liniji, Kučanovi liniji, ki je bila vendarle takrat najmočnejša, dominantna, ne, so bili tudi kakšni drugi poskusi, je bila proti, se pravi tisto, kar je predstavljal na Češkem Hrad, je predstavljal Beograd z, kako rekel, Miloševićevo formacijo v povezavi z vojsko, ne. Se pravi, v Sloveniji je šlo za pakt civilna družba, partijsko-politična oblast, v Beogradu pa je šlo za pakt partijsko-politična oblast in to je bil pa ključni moment tudi zloma, po mojem razumevanju Jugoslavije in vojske. JLA ni več bila v funkciji ohranjene Jugoslavije, ampak utrjevanja Miloševićevega modela, ne. In tu je vojska naredila generalno napako. Težko bi rekel, da je vojska imela ves čas slabe namene, razen koliko ima vojska nasploh specifičen način pogleda na svet, urejanja družbenih stanj in tako naprej, političnih stanj, ne. Takratna vrh vojske, ne, je namesto, da bi skrbel za, to bi jih razumel na nek način, za sindikalistične interese, kako naj vojska preživi v razpadajoči državi, skupna vojska razpadajoče države, ne, so v nekem trenutku se postavili dokaj enoznačno, brez velikih notranjih konfliktov, ne, so se postavili na stran Miloševića. Mislim, da je tu naredila vojska napako in vojska na nek način je kriva za razpad Jugoslavije. Ne, kot so govorili, Kučanova partija, pa skupaj z Račanom na Hrvaškem in tako naprej. Tistega se ni dalo staviti. Zdaj, kakorkoli za nazaj kdo interpretira tako ali drugače, ne. Preprosto demokratizacija je bila na dnevnem redu. Ni se več dalo staviti, ne. In zdaj je bilo samo vprašanje, na kak način jo lahko reguliraš, kontroliraš. In, kako bi rekel, da bi Slovenija, to so očitki nekaterih, ne, zaradi nostalgije do Jugoslavije, ne, da bi morala Slovenija počakati na ostale. Ni se dalo čakati, ne moreš ti čakati, ne. Med Slovenijo, med stanjem civilne družbe, politične kulture in tako naprej, Sloveniji, Kosovo recimo in tako naprej, ne, kot dva ekstrema, ne. To je razlika nekaj desetletij, ne nekaj tednov ali dni. Ne? In ko enkrat pride, ko pride na dnevni red vprašanje demokratizacije in demokracije, takrat več procesa ne more staviti. Ne? Ko je ljudstvo enkrat, ko zvalovi, ne? Ko je na ulici, lahko samo pride do slabšega stanja. Ne? V Sloveniji se to dokaj srečno išlo, drugje se žal ni išlo tako dobro, ampak moja ocena je, ne? Da takratni resnični krivec je bila vojska. Vojska ni odigrala recimo take vloge, kot je igrala vsem zgodovinskim različnim pogledom na klub v času Jaruzelskega na Poljskem, ne?
vendarle je probala, reševati situacijo po principu manjšega zla. Kam je to pripeljalo in kako se je izpeljalo, to je že drugo vprašanje, to zgodovinarji interpretirajo, ne. Ampak, tukaj pa vojska ne, postavlja se na stran ene politike in to regresivne politike. Politike, ki je šla v eno smer, v razliko do politike, ki se je dogajala, recimo, pretežno v Sloveniji, ki je šla v drugo smer, ne. Zdaj, seveda, še k civilni družbi, ne. Danes, perspektive 30 let, to zgleda kot neka zelo romantična zgodba. Pravi, nikoli nismo bili tako enotni. Kot prvo, moje mnenje je, ne, kot ocenjevalca družbenih razmerij, ne, da visoka stopnja enotnosti nikoli ni znak demokracije. To je Gleichschaltung, to je, ne, Nemci so to opremili, stanja z tem izrazom, ne, poenotenje, ljudje, ki smo individualno različni, bi rekli mi psihologi, ne, ali medskupinsko, medgrupno različni, ne morejo biti popolnoma enotni, ne. In enotnost pomeni vedno odpoved demokratičnih principov. Takrat so šli procesi v pravo smer, zato ker se je to enotnost linilo. Te enotnosti ni bilo ne takrat, ne kasneje, ne kde vmes. Namreč takrat je šlo za neki zgodovinski pakt, to pa je, nekako zgodovinarji to ocenjujejo, ne. Takrat je šlo za neki zgodovinski pakt dveh antagonističnih polov v civilni družbi, ki še danes pravzaprav obvladujete civilno družbo. Lahko bi rekli, da se pravzaprav ta linija, ta idealtipska dihotomizacija vleče od, če hočete, reformacije, antireformacije, nastajanja meščanstva, liberalizem, klerikalizem in tako naprej, kulturni boj, ne. In tudi takrat je bil prisoten, ampak se spomnim, ne, takrat sta bila pravzaprav dve liniji. Ena linija so predstavljali tisti, ki so se, bomo spet rekel tako idealno, idealtipsko, ki so se fokusirali okoli Nove revije. To so bili, jaz jim pravim, suverenisti, ne, katerih cilj je bil suverenost. In drugi, ki so bili, recimo spet, bilo je več medijev in točk simbolnih, ampak so bili vezani na revijo Mladina takrat, ne, ki je imela blazno visoke naklade, imela zelo močan vpliv na javno mnenje in tako naprej, ne. To so bili pa ljudje, ki jim je bil cilj demokratizacija. In zdaj, tu je nastal pa kompromis. Tisti, katerih poglavitni cilj je bil suverenizacija čez vse, ne, so vedeli, da je suverenizacija v Sloveniji možna samo preko demokratizacije. Ni brez demokratizacije suverenizacije. In tisti, ki so bili ali pa smo bili, da tako rečemo, ne, za demokratizacijo, in je to bil imperativ, smo vedeli, da v takratni konstelaciji, takratni Jugoslaviji je možna, žal, jaz rečem žal, ker jaz imam nostalgijo po mnogih aspektih Jugoslavije, ne, je bila, recimo po kulturnem aspektu in tako naprej, ne, je takrat bila suverenizacija Slovenije, je bila pogoj za demokratizacijo. Ni bilo možno, to bi bile sanje, da bi bilo možno demokratizirati Slovenijo v Jugoslaviji. Jugoslavija ni bila zrela za demokratizacijo, ravno obratno je bilo. Bilo je vprašanje, je sploh možno tisto stopnjo liberalnega enopartijskega sistema, ki je predtem vladal do leta 86, ne, do Miloševićeve nastopa, ali je možno sploh nekako zadržati, ne. In ti vlak, ko enkrat zaženeš, ne moreš ustaviti. To lahko z prispodobo, ne, 10 močnih mož ne porine vagona, ne. Zelo težko ga je poriniti. Velika sila mora biti, da vagon porineš. Ampak, ko se enkrat premakne, pa ga lahko s prstom en človek rine, ali otrok, ne. In tudi vstaviti ga ne moreš potem kar tako enostavno. Vsa sila, ko pride čas sprememb, se te spremembe bodo zgodile. Samo je vprašanje, kdo jih bo, da tako rečem, nadzoroval, ne. Glejte, to imate lepe primere teh arabskih pomladi. Začelo se je, ali še prej v Iranu,
Začelo se je z nekim porajanjem neke civilne družbe, z idejami demokratizacije. V nekem trenutku so pa prevzeli islamisti. Ne? Niso šli korak naprej, ampak celo korak nazaj. Recimo, ko so v Iranu skušali in so ga, ko bi rekel, vrči z prestola Reza Pahlavija. Takrat je najprej se je bila obetavna, celo z nekimi zametki socialdemokracije, civilno-družbena nagibanja so bila, ampak v nekem trenutku pa islamisti zavzamejo oblast. In Iran po padcu, po odhodu Reze Pahlavija, pravzaprav ni šel naprej, ampak celo korak nazaj. V fundamentalizem, prej je bila policijska država, neprijetna, ampak se vendarle znotraj nje, se vendarle kljub izjemnemu nadzoru tajne policije in tako naprej, se neki zametki civilne družbe lahko spostavljali. Kasneje, dolga leta ne. In isto je bilo recimo v Egiptu. V Egiptu, ko rekel, nekdo drugi prevzame inicijativo. Tukaj, pri nas je bilo tako, da je pravzaprav vendarle prišlo do nekega pakta in to je, ko rekel, to je največja dediščina dogajanja izmed 30 let, da je takrat prišlo do nekega sporazumnega, ko bi rekel, sodelovanja različnih skupin. Namreč, vi morate nekaj vedeti, takrat so bile na dnevnem redu, če se spomnim, mlajši študenti in mlajše generacije se ne spomnijo, takrat so bile stvari, kot so svoboda govora, člen 133. Takrat je bila v agendi civilne družbe smrtna kazen, odprava smrtne kazni. Takrat je bila Takrat je bil na dnevnem redu nadzor nad vojsko. Takrat so bile tudi, in to je bil tudi eden od takih konfliktov, pravice do partikularnih, po spolni usmerjenosti partikularnih skupin, recimo danes bi rekli LGBT, je bil v Cankarjevem domu, so imeli, kako bi rekel, v Sloveniji so organizirali neko tako srečanje, kar je bilo prvo, verjetno, mislim, da skoraj da sigurno prvo v vzhodni Evropi, kako teh gejevskega aktivizma, oziroma tega istospolnega aktivizma, in takrat je bilo to seveda, kako rekel, to je ta konzervativna Miloševiška politika je takrat kvalificirala, so upisali naslove v politiki pa v borbi, kongres Pedera v Cankarjevem domu, ta Cankarjev dom je bil taka simbolna točka, enkrat so Albance spustili v Cankarjev dom, drugi so spustili geje in tako naprej, in takrat seveda, kako rekel, so to bile, in hočem to povedati, takrat je bil konsens o smrtni kazni, o pravici do svobode izbire, spolne orientacije, do svobode govora, do civilne kontrole nad vojsko in tako naprej. Vseh. En del teh danes v Sloveniji, pa ravno nasprotno. Vse to, kar bi lahko rekli, LGBT, člen 133, smrtna kazen in tako naprej, vse to ne sprejemajo. So za povečanje kazenske represije, kazenske zakonodaje, so za večjo vlogo vojske v državi, so za bolj piramidno vodenje države, so za ideal enega dela slovenske zdajšnje scene, ki je išla iz takratne civilne družbe, iz enega dela civilne družbe, je soseda Madžarska. Madžarska je idealna, kot bi rekel politolog Merkel, da obstaja tako imenovana defektna demokracija, ki ima vse vzvode in strukture demokratičnega ustroja, demokratične oblasti, ampak ne funkcionira. Prej je to bilo, recimo, Tuđmanova Hrvaška, nekaj časa je bila Slovaška taka, do neke mere ali pa precejšnji meri je Poljska taka najbolj idealna formacija, je pa Madžarska. Madžarska, ki prav v teh dneh na račun koronavirusa, in tu smo spet na tem sovražniku, pravzaprav deinstalira parlament, vlada brez parlamenta. Se pravi, država
v Evropski uniji, to tudi seveda je slaba legitimacija za Evropsko unijo. Vejo, da je vse to, vsega se zavedajo, pa nič ne naredijo. Ne? Zato, ker so neki drugi politični interesi, da ne razpade Evropska ljudska stranka, tolerirajo tudi fašizem v svojih vrstah. Ne? To je moj pogled na dogajanje. Ja, Orbanu so podelili v bistvu diktatorsko moč, lahko odloča z dekreti. Ne? Ja. Na mađarskem parlament je v bistvu na nek način ukinjen. Prej si govoril, kaj je bilo vse na dnevnem redu, ne? Takrat, bi rekli, v 80-ih letih. Ne? O čem? Si govoril o tem, kaj je bilo vse na dnevnem redu v 80-ih letih. Zdaj se zdi, da je na dnevnem redu ravno ta tudi virus avtoritarnosti, ne? Ponovno, da je na tema sovražni govor, ki ga je vse več, demonizacija migrantov, to postaja, kaj bi lahko tem rekel, pa predvsem, kako ocenjuješ v današnjem času vlogo vrhovnega poveljnika vojske v Sloveniji, predsednika države, kako ocenjuješ delovanje medijev, kam plujemo? Ja. No, zdaj, če začnemo pri vrhovnem poveljniku, ne? Vrhovni poveljnik je, to pač treba povedati. Ne? Torej, načelno bi tako rekel, ne? Predsednika republike se ne komentira, ker je direktno izvoljen in ima, kaj bi kot ta simbolni mandat, je primerljiv recimo z mandatom predsednika republike v Avstriji, v Nemčiji, s tem, da v Nemčiji ga ne izvolijo neposredno, ampak ga parlament, ampak kakorkoli že. Ne? Ta naš vrhovni poveljnik, ne, je izgubljen v času in prostoru. Ne. To je velik problem. Ne. To je problem, ne, da pravzaprav tista vloga, ki jo pravzaprav edina konkretna, otepljiva, to je vloga moralične inštance, ne odigra. To sem večkrat že pisal, ne, o tem. Ne. Recimo je v Kranju leta, mislim, da 2016, ali kaj je bilo februarja 2017, ko je bila vrhunec migrantske krize, skušajo nastaniti 6. Se pravi 6, ne. To je nič, ne. Mladoletnih, to je otrok, mladoletnih migrantov, ki so ali šli brez staršev na pot, skozi to kruto migrantsko pot, ali so se vmes izgubili s svojimi starši. In so skušali ločeno od odraslih ljudi, kar je to vsak psiholog, vsak pedagog bo to rekel, da je to tako treba narediti, so skušali nastaniti tam, kjer je bil prostor v Kranju, v dijaškem domu, pri gimnaziji Franceta Prešerna. In seveda se del civilne družbe se je uprl. Upor je vodila neka profesorica z gimnazije. Zdaj, to se dogaja ne samo žal, ne samo pri nas, ampak žal tudi pri nas. Ne. Zdaj, takrat je bilo treba seveda reagirati na to preprečiti. Ne, ne more civilna družba pravzaprav nekih temeljnih poslanstv države, to je skrb za tiste, ki jih tako ali drugače zateče tle, ne, za migrante, za begunce in tako naprej. K temu jo zavezujejo mednarodni akti. Ne. In takrat bi se moral oglasiti vrhovni komandant, ne, predsednik republike. On je takrat rekel, ni nujno, da se predsednik republike ob vsem oglasi. Ne, se pravi, lahko blefira neko, kako bi rekel, moralično inštanco tam, kjer pa zapravo je to brez veze. Ne. Tam recimo v svojih kampanjah je bil Tausendkünstler, kot bi rekli, je bil poklicni multipraktik. Ne. Zdaj, ko je nastala kriza, ne, ko je nastala kriza koronavirusa, je pravzaprav poniknil, nikjer ga ni. Ne. Potem se je zdaj pojavil, da nekje z mikrofoni pozdravlja ljudi nadaleč, kar je seveda po svoje karikatura. Ampak ta vrhovni poveljnik, namesto da bi brzdal apetite nekaterih, da spolitizirajo vojsko, ki je vedno pravzaprav, zlasti pri nas, zaradi specifičnega razvoja kadrovskega, ne, je vedno na tej preizkušnji. Ne. On namesto bi to miril, on celo daje mandat tistim, ki sanjajo o tem, da bi bilo treba vojsko spraviti iz kasarn. Ne. Zdaj, to ni tako, to zgleda na videz, zgleda to seveda enostavno. Ne.
vojska na meji. Zdaj, če odmislimo vse druge možne konsekvence, ne? Vojska na meji pomeni čisto formalno tudi problem. Vojska ni usposobljena za delo s civili, kar migranti, karkoli so, migranti so civili. Ne? Policija je usposobljena za delo, ne samo, da ima mandat, ne? Mandat lahko tudi podeliš nekomu, ampak je usposobljena za delo s civili, bolj ali manj, medtem ko vojska ni. Ne? Samo en mali del vojske ima morda, je opremljen, to je tistih par deset vojakov, ki gredo v te misije, recimo tam, kjer se srečujejo s civili, recimo na Kosovo. Ne? Tako da že zaradi tega ne bi smela, in to bi moral predsednik republike, bi moral brzdati te apetite. Ne, on daje polni mandat. Ne? Zdaj, s kakšnimi motivi, s kakšnimi morda računicami, to ne vem, to je težko presoditi, ne, točno, ne, ampak vsekakor seveda, kako rekel, pravzaprav prvič smo ugotovili, da je razen redkih izjem, bizarnih izjem, da je predsednik republike izginil iz javnega življenja, ne, ali se je prestrašil virusa, sovražnika ali kakorkoli že, je neki točki dekompenziral. Ne. Zdaj, ali je modro presodil, da je bolje, da se ne meša spet, ne, ampak tam, on se ne meša tam, kjer bi se moral mešati. Meša se pa tam, kjer se mu ni treba mešati. Ne. On recimo opredeljuje, kakšna koalicija bi bila dobra. On mora koaliciji, ki se sestavi, ki dobi večino parlamentarno, in mora podeliti mandat. To sploh ni govora. Tu nima nobene svobode in to je prav. Ampak da pa on sugerira, kakšna ne bo koalicija, to je nevzdržno. Da on pravzaprav politizacijo vojske podpira, ne, to se mi zdi velik problem. In to bo imelo konsekvence še potem, ko ne bo več morda niti te koalicije, ko ne bo tudi ne tega predsednika republike. Ne. Ta vloga, ki jo je trasiral, po eni strani, da igraš nekega burkača, ki je enkrat smetar, pa mu potem njegova asistentka smetarsko uniformo pomaga oblačiti, ne, drugič je ne vem kaj, tretjič štumfe dela, četrtič ne vem kaj, ne. To je norčevanje s poklicov, vsi poklici so častni, ampak norčevanje, kako že si on predstavljal, pa ni častno za tistega, ki kandidira za predsednika republike. Ne. In tisto, ko rekel, prav tisti primer, to obstaja še zdaj na medmrežju, ne, kako hoče biti smetar, pa da bi lahko bil smetar, mu mora njegova asistentka, ki ga spremlja v kampanji, mu mora pomagati, ker je neroden, oblačiti delavski kombinezon. Ne. To je, kako rekel, tu je šlo, kako rekel, do skrajne bizarnosti je šla ta igra, ki je seveda amerikanizirana, Amerika ima to, ampak v Ameriki je drugače, ne, zavest, politična zavest, ne, politična subjektivizacija, naprej, v Ameriki je vendarle drugačna kot v Sloveniji. V Ameriki je to možno, ne bom rekel, da je normalno, ker en del politika ameriške ne dela tako, ampak Trump je pokazal, da je vse možno. Ne. Zelo narobe bi pa bilo, da bi se korak po korak v Sloveniji navadili, da bi taka Trumpovska ali pa kot je Boris Johnson v Združenem kraljestvu, taka politika, taka forma političnega nastopaštva, da bi se usedla. Že ta srednjeevropski fašistoidni populizem, kakršnega vidimo na Madžarskem, na Slovaškem, na Poljskem, ne, pa vendar je Poljska ni čisto enako kot Slovaška. Ne. Tam je Kačinski nekje v ozadju, plete, ne, ampak, kako bi rekel, ta formalna struktura oblasti se nekako ohranja. Medtem, ko je Madžarska, je Orbanov one-man band, ne, to ni kaj. Ne. In, kako bi rekel, tu je Slovenija vendarle bila dolgo v tradiciji držav, ki je z tem balansom in tako naprej vendarle nekako dosegla, da se nobena populistična formacija ni mogla usesti. Zdaj ta koronavirus, ki sam po sebi nekako ljudi navaja k temu, da je treba odločno ukrepati in tako naprej, je pa seveda nevarnost, da se to zgodi. In v tej točki bi bil antagonizem med predsednikom republike in apetiti vsakokratne oblasti bi bil lahko pomemben. Ampak žal
te funkcije predsednika ne vidimo, ne.